Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Spet čudoviti utrinki narave. V objektivu se vidi bezgov grm, bezgovi cvetovi. Iz tega se lahko naredi izvrsten čaj, sok, lahko se bezeg tudi konzumira kot hrana. In vedno znova rad delim takšne trenutke z ljudmi, da razbijemo nekako monotonost betona in da vidimo, da je narava v bistvu zelo blizu. Tako da dam v objektiv oziroma v središče objektiva nekako se potrudim nacentrirati en cvet. In kar se tudi že ve, ne pozabim pokazati tega, kaj pa v gozdu naredi človek. Lepo brezbrižno, odpadke od rušenja hiš, gradnje, tam celo avtomobilska streha, potem tu so neka vedra, lavor. V glavnem človek lepo ob njivi, kjer raste koruza, v en takšen predel, ki naj ne bi bil tako očeviden, lepo svojo svinjarijo vsipa dol, svinjarijo pogovorno rečeno, tam se še vidi sod. In meni nič, tebi nič, zastrupla naravo. In potem se čudi, ko narava vrača udarec tak z nalivi in tem. Temu se jaz ne čudim in se postavljam oziroma stojim na strani ekološko osveščenih in tistih, ki se zavedamo, da se za vse najde na svetu prostor in za ustrezno organizacijo lahko tudi to vrstne odpadke človek ustrezno sanira in se izogne takim situacijam, kar je resnici na ljubo. Kdo bo sedaj to vse to šel ven pobirati in voziti drugam? Že zato, ker denarja nimajo za to, da bi to storili, denarja pa dejansko nimajo zaradi lastne neumnosti, ne zato, ker denarja pač ni. Tako figurativno. Beseda bogastvo vsebuje besedo Bog in kdor se ravna po načelih zdravega Boga, torej mimo bolanih religij in tako dalje, se pravi, da zna živeti z naravo, potem tudi poseduje bogastvo. Bog in bogastvo sta povezana.